Poglejmo poudarke današnjega Pomurskega dnevnika. S pomladjo prihaja tudi sezona klopov. Mi smo preverili, kje in kako se lahko preventivno cepite. Na otoku Ljubezni se ta vikend začenja sezona 2025. Nogometaši Nafte včeraj izgubili pomemben derbi. Inšpektorji po posnetkih ukrepali proti rejcu kokoši, sledijo pa tudi kazenske ovadbe. Vreme, čaka nas nekaj oblačnosti. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnjem Pomurskem dnevniku. Pomlad je tukaj in skupaj z njo se začenjajo prebujati tudi klopi. Zato bomo v naslednjem prispevku govorili o možnostih zaščite pred okužbo s klopom. Prvi sončni žarki in nekoliko više temperature so običajno razlogi, zaradi katerih se pogosto zadržujemo na svežem zraku. Hodimo na sprehode v naravo in se rekreiramo. A zelo pomembno je, da ob tem poskrbimo tudi za svojo zaščito. S prebujanjem narave se namreč začnejo prebujati tudi klopi. In zmotno je dejstvo, da ga lahko dobimo le v gozdu. Klope lahko dobimo praktično najbolj značilno je tisto, ko zmeraj vsi imel v gozdovih, ampak se je pojavljalo tudi v nižjem grmičevju, v podrasti, lahko tudi na travnikih, kot ste rekli, na domačem vrtu. In res, če imamo neko preventivo, ki zelo dobro zaščiti pred neko hudo boleznijo, jo velja izkoristiti. A tudi okužbe klopov so lahko različne. Klopi prenašajo več bolezni, sigurno se najbolj bolimo klopnega meningoencefalitisa, ki ga povzroča virus klopnega meningoencefalitisa. Okuži nas okužen klop z pikom, pri tem pride do prenosa virusa in potem zbolimo. Prvi bolezenski znaki se običajno pojavijo 7 do 14 dni po piku. Sprva lahko kot viroza, s slabim počutjem in morda rahlo povišano temperaturo, nato pa se lahko že čez nekaj dni stanje precej poslabša. Hujši simptomi v smislu visoke temperature, hudega glavobola, slabosti, bruhanja, v tem primeru seveda takoj moramo poiskati zdravniško pomoč. Ena najbolj varnih možnosti, kako se zaščititi pred klopi, je zagotovo cepljenje. Le tega pa lahko opravite na različnih lokacijah. Lahko se cepite na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ali pa pri nas v naši cepilni ambulanti, ki deluje ob četrtkih in petkih, ob četrtkih od 10 do 12, ob petkih od pol enih do 2. Na internetu je objavljena tudi kontaktna številka, kjer se lahko pozanimate in si uredite termin cepljenja. Drage gledalke in gledalci, danes v naši družbi pozdravljam gospoda Dejana Klemenčiča, sicer pa prihaja gospod Klemenčič iz Zavoda za kulturo, turizem in šport v Beltincih. Lepo pozdravljeni in dobrodošli pri nas v našem studiu. Veliko imava, gospod Klemenčič, zapovedati danes, kje bova začela? Ja, najprej lep pozdrav iz Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci. Tokrat bova začela na otoku Ljubezni, naše osrednje turistične destinacije, kjer bomo pravzaprav v nedeljo 13. aprila tudi uradno začeli sezono 25. Veliko se bo dogajalo na otoku Ljubezni, pa greva lepo po vrsti. Ja, pravzaprav bomo ta dan izvedli 3 dogodke. Začeli bomo kot ponavadi z pohodom ob reki Muri, se pravi, pohodniki se zberejo ob 10. uri in pa potem z brodom prepeljemo na drugo stran reke. Zaenkrat je vodostaj ugoden, tako da brod bo vozil in vozi. Gremo do Melinec, se tam z brodom vrnemo nazaj na levo stran in pridemo v Ižehovce. Ura bo takrat že skoraj 12, tako da bo tudi poskrbljeno za malo kosilo. To bo nekaj iz naše tradicionalne kuhinje, ki se bo tudi takrat tam odvijala. Pravzaprav potem sočasno ob 10. začnemo pa z dogodkom na otoku Ljubezni. To bo izvajanje projekta čezmejnega Slovenija-Hrvaška skupaj z našim partnerjem občina Mala Subotica. Poudarek pa bomo dali poleg druženju seveda tudi tipičnim pomorskim oziroma obmorskim jedem, kot so bujta repa, dedolje, kar nekaj stvari iz sezonske narave, torej čemaža.
Vse skupaj pa bomo poskušali pripraviti na zdrav način kuhinje naših babic. In zdaj seveda ima ta kuhinja svoje čare, ker pa je bila nekoč zdrava zato, ker so tudi imeli povsem drugačen način življenja in so potem tudi te kalorije sproti porabili. Danes ima pač ta obrok neko drugo kalorično vrednost, ampak zato, da bo vse teklo tako, kot je treba, bo poskrbela strokovna vodja, nutricijska Mojca Malečič, ki bo bdela nad tem, da bomo kuhali čim bolj zdravo. Potem tam ob enih 12 bo nekaj že za pokusiti, ob 13 pa potem začnemo z uradnim delom tega dogodka, ker pričakujemo ministra dr. Aleksandra Jevška in pa našega župana, ki nas boste tudi pozdravila. Potem bomo vsekakor te jedi, ki smo jih pripravili, tudi pripravili od stojnice do stojnice. Se pravi, sodelovalo bo kar nekaj stojničarjev iz naše okolice, ki bodo pripravili hrano. Se pravi, to je Srednja gostinska šola za turizem Radenci, Kulturno-umetniško društvo Melinci, Turistično društvo Lipovci, Društvo čolnarjev Dokležovje, Turistično društvo Biraš Ižakovci, Zrirab, socialno podjetje Beltinci, Vrtec Beltinci in pa še drugi ponudniki lokalno predelane hrane na zdrav način. To so Kristina Budja, Mateja Picko, Darja Lorenčič in pa čebelarstvo Zver Ižakovci. Vsekakor bodo imeli tudi naši gosti hrvaške svojo stojnico. Dajmo se presenetiti, kaj nam pripravijo še oni. Tako da mi bomo ta del pokuhali, pripravili in seveda vljudno vabljeni na pokušino. Ste naročili tudi vreme? Vreme kot ponavadi naročimo in zaenkrat kaže v redu, je naročilo sprejeti, tako da bo. V redu vam kaže, to je zelo pomembno. Sicer pa v zadnjih letih se je ta otok ljubezni izredno lepo razvil. Moram priznati, da sem sama bila že nekajkrat na obisku pri vas in je res tak idilično vzdušje, sploh v poletnih mesecih, ko je veliko sence in se splača pa Split obiskati. Sploh, ko so kakšni posebni dogodki, ne? Ja, pravzaprav je ta destinacija, relaks destinacija, se pravi sprostitvena destinacija, kjer lahko v objemu narave začutimo reko, seveda pa potem tudi z ponudbo, ki tam je, torej nov mlin, ki vsaj v tem omejenem obsegu že deluje. Mi trenutno si prizadevamo za nadgradnjo, tako da bo tudi mlevska izkušnja slej ko prej na voljo, potem tudi brod, nov, ki dobiva še malo lepšo podobo, kot smo ga projektno zasnovali, se pravi, ki je bil cel kovinski, zdaj dobiva še leseni del, da bo čim bolj avtentičen in pa seveda stari brod, ki je tam že od nekdaj in je bolj namenjen tudi potem gospodarskemu delu, se pravi prevozu ljudi, prispravilu lesa in podobno. Da se še vrnemo na nedeljo, nismo še vse povedali, se pravi, ob 14. pa potem začnemo še z dogodkom ob dnevu zdravja. Ta dogodek je tudi že tradicionalen, se pravi, kjer nas bo naša zdaj že tradicionalna fizioterapeutka, gospa Metka Vlaj, popeljala skozi nekaj gibov za vsak dan, zato da potelovadimo in pa seveda vse tisto, kar spada zraven, bodo pa tudi tam pripravljene stojnice naših že zvestih gostov, ki jih na tem dogodku pričakujemo. To so predvsem stojničarji povezani z krepitvijo zdravja. Tako da razgibali se boste, najedli se boste, na svežem zraku boste, sprehodili se boste, nedelja bo popolna. Torej, ready to go za ponedeljek. Tako, nabrali bomo novih moči za nov delovni teden. Verjetno imate tudi kakšno spletno stran, kjer lahko gledalke in gledalci dobijo še kakšno dodatno informacijo? Naša spletna stran je 3x2 ZTKŠ-Beltinci.si, se pravi, kmalu pa seveda prihaja tudi spletna stran Visit Beltinci in pa vse stvari, ki so povezane z tem, tudi umetna inteligenca, avatar, kolesarjenje in skratka en futuristični sprehod skozi občino Beltince. Krasno. Želim vam eno krasno nedeljo, naj vam vreme res služi in seveda za vse tiste gledalke in gledalce, ki še morda niso bili na otoku ljubezni, absolutno povabilo, če ne to nedeljo, pa za en krasen obisk v neznano, izlet, ki je lahko tudi družinski in tako kot ste rekli, sproščujoč predvsem v objemu narave in reke Mure. Hvala za vabilo, hvala za to priložnost, da lahko še enkrat povabimo naše gledalce, da se udeležijo tega dogodka, torej začnemo ob 10.
lahko s pohodom, lahko pa samo s sprostitvijo, bomo pa tam do poznega popoldneva. Super, hvala lepa za obisk v našem studiu in upam, da kmalu spet. Hvala. Radomljani so po 3 tekmah brez zmage končno dosegli nove 3 točke. Te so še toliko vrednejše, saj so jih dosegli proti 9. uvrščeni Nafti. Ta pa se je po dobrem spomladanskem delu približala rešilnemu 8. mestu. Nafta je včeraj v Domžalah mogla priznati premoč ekipe Radomlja. Njihov trener Božik pa je po končani tekmi podal kratek komentar. Sometimes you have good days, sometimes bad days. It was a bad day. That's all. It's happened. Rok Pirtovšek, nogometaš Nafte, ostaja pozitiven. Ja, drugi del, mislim, da tole bila res naša daleč najslabša tekma v tem drugem delu. Treba se sedaj spočiti. Ja, Radomljem so se nam zopet odlepili, ampak sezone še ni konec. Treba je točke iskati sedaj že proti Olimpiji v soboto in ja, ne bomo se predali do konca. In na drugi strani zmagovalci včerajšnje tekme. Ekipa Radomlja, ki je že od prvega trenutka delovala uigrano in videlo se je, da so fantje šli na vse ali nič že od začetka tekme. Jaz bom tako rekel, že na ogrevanju sem čutil, smo vsi čutili, da je energija na zelo visoki ravni, da se res želimo zmage. Pač dejansko bila tekma sezone, se mi zdi, bi jaz označil. Pa vstopili smo zelo dobro. Tam do 60 minute mislim, da smo sami igrali, kontrolirali igro. Pa smo se preveč sprostili, se mi zdi, dobili gol, pa je bilo pa malo težje, smo začeli čutiti pritisk, ampak smo spet pokazali karakter, zdržali do konca, na koncu ga zabili in zasluženo zmagali. Na kmetiji Kavčič iz območja Gornjih Ivancev so te dni imeli inšpektorji polne roke dela. Odgovornim pa so naložili za okoli 4.000 evrov kazni in odpravo neskladij. Pri nadzoru Kavčičevega pakirnega centra, ki distribuira tudi jajca drugih dobaviteljev, so inšpektorji med drugim ugotovili, da so Kavčičevi lastna jajca zavajajoče označevali kot ekološka in sicer s ponarejeno oznako drugega izvajalca dejavnosti. Gre za kmetijo Paldov iz Križevcev pri Ljutomeru, zaradi česar so jih inšpektorji tudi kazensko ovadili. Ker nosilec dejavnosti ni poskrbel za sledljivost, ki bi zagotavljala ločevanje jajc iz baterijske reje in hlevske reje, so inšpektorji prekrškarju izdali tudi plačilni nalog. Pravni osebi v višini nekaj več kot 1600 evrov in odgovorni osebi globo v znesku nekaj več kot 400 evrov. A zapletlo se je tudi pri pregledu reje kokošje nesnic. Prenaseljene kletke, gnezda brez ustreznega dna, kokoši polne zajedavcev in neočiščeni brskalniki so le del napak, zaradi česar je inšpekcija izdala odločbo in določila roke za odpravo neskladja. Inšpektorji so izdali tudi plačilni nalog v višini dobrih 2000 evrov, poroča Dnevnik. Med svojim inšpekcijskim nadzorom pa so inšpektorji naleteli tudi na higiensko-tehnične pomanjkljivosti v obratu za proizvodnjo testenin kmetije Kavčič, s katerimi omenjena kmetija zalaga tudi javne zavode. Poglejmo še vreme. Jutri nas čaka nekaj oblačnosti, a prihajajo toplejši dnevi. Več pa v prispevku. Danes je bilo v Pomurju jasno in sončno vreme. Sicer pa so v Krajinskem parku namerili 12 stopinj, v Murski Soboti in Radencih 13 stopinj in v Lendavi 14 stopinj Celzija. Jutri dopoldne se bo znova pooblačilo, čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, gostejša oblačnost bo v vzhodni Sloveniji. V notranjosti bo prehodno zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo jutri 5 stopinj, medtem ko lahko čez dan pričakujemo okoli 16 stopinj Celzija. V naslednjih dneh lahko v Murski Soboti pričakujemo ob jutrih med 5 in 13 stopinj, čez dan pa med 15 pa vse tja do 22 stopinj Celzija. V petek bo večinoma sončno, zapihal bo jugozahodnik, zjutraj bo še hladno, čez dan pa se bo že precej segrelo. To
je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Vkolikor želite še več informacij o dogajanju v Pomurju, pa vas vabimo k obisku naše spletne strani ali pokukajte na naša socialna omrežja. Hvala lepa za vašo pozornost in nasvidenje spet jutri.